Lep pozdrav, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci iz sončnega Limbuša, kjer je pred nami 7. krog prve lige medobčinske nogometne zveze Maribor in sicer obračun med ekipama domačih Marles Hiš in pa gostujočega nogometnega kluba Malečnik. Trenerja sta se odločila za naslednji 11-terici, domači strateg Bogomir Špindler je v boj danes od prve minute poslal na vratih številko 33 Blaža Jagodiča, pa potem v obrambni vrsti od desne proti levi številko 6 Matica Emberuša, številko 19 Aleksandra Daniloviča, številko 4 Mateja Miljatoviča in številko 5 Marka Novaka. Pred njimi v sredini bosta igrala 11 Gašper Pavlič in pa 24 Aljoša Nerat. Na to trije nogometaši pred njima, levo številko 18 Gašper Vogrin, desno številko 16 Vanja Ribič, v sredini pa številko 7 Jan Štrukelj, v konici napada pa bo začel številko 30 Miha Kušnik. Gostujoči trener Malečnika Damjan Janžekovič je v boj poslal naslednjo postavo, številko 1 Anže Tršavec, 9 Luka Ulbin, 19 Miha Anžekovič, 14 Marko Krajnc, 18 Jan Lampret, 17 Staš Fanedl, 13 Miha Bračko, 20 Amir Karič, 10 Blaž Dobaj, 7 Vito Gorza in 8 Dejan Besič. Vse je torej pripravljeno, da se sosedski obračun začne, ki sta soseda tudi na lestvici. Ekipa Marles Hiš namreč zaseda 7. mesto višje na 6. pa je trenutno Malečnik. Obe ekipi sta zbrali v tej sezoni po 8 točk. Tekma se je medtem že začela, prvi so v posesti žoge nogometaši gostujočega Malečnika, ki v ta dvoboj prihajajo z levo popotnico. V prejšnjem krogu so 6-1 premagali Pesnico, medtem ko domačini prihajajo po 3 zaporednih tekmah, na katerih niso okusili slasti zmage. Žogo so gostje medtem že zapravili, ta je pri centralnem branilcu Daniloviču, pa Miljatovič, Novak je iskal Nerata v sredini, Gorza je žogo ukradel, Bračko je našel Kariča, ta je žogo izgubil, odlično je reagiral Vanja Ribič. Kušnik se je znašel na desni strani, žoga pa mu je ušla v out in pripadla bo nogometašem Malečnika. Dolžan se vam seveda še sodniško ekipo. Glavni sodnik danes je Armando Šorli, pomagala pa mu bosta Vitko Karmel in Adam Bezjak, medtem ko je po velikanski napaki vratarja Blaža Jagodiča Vito Gorza prišel do zadetka že v 2. minuti tekme. Tega si seveda domači strateg ni želel, napaka vratarja in zadetek Vita Gorze že v 2. minuti. Vito Gorza je bil tukaj pozoren, pričakoval je, da se lahko zgodi napaka, Novak je potem poskušal reševati situacijo, ampak Gorze ni ujel. In rezultat je že v 2. minuti 1-0. To je bil že 9. zadetek za Vita Gorzo, ki je prvi strelec tega prvenstva. Odličen krilni napadalec, ki torej zabija kot zastavo in tudi danes je začel z zadetkom. Z odgovorom poskušajo domačini. Zdaj preko Novaka. Novak lepo v sredino proti Neratu, Nerat se je znašel pred golom, ampak dvignjena zastavica stranskega sodnika. Naj še enkrat ponovim, da tekmo sodijo Armando Šorli kot glavni sodnik in pa stranska Vitko Karmel in Adam Bezjak, medtem ko je delegat srečanja Gregor Gostenčnik. Nov napad za Malečnik. Nekoliko slabša podaja na levo proti Lampretu, ta je žogo kljub temu dobil, Dobaj in Karič, ki je poskušal z prve v napad proti Besiču, ampak ni se išlo, žoga je končala pri vratarju Jagodiču in pripadala bo ekipi iz Limbuša. Nerat je žogo spravil na levo do Novaka.
Visok pritisk. Gorza in Besič pritiskata na Novaka, ki je našel tam svojega centralnega branilca Miljatoviča. Miljatovič in Kušnik, ki se je prišel ponujati v sredino. Pa Nerat in Novak. Miljatovič. Lepa podaja na drugo stran proti Štruklju, kjer je Ulbin dobro reagiral. Bračko. Bračko je našel Besiča. Besič proti Kariču. Odlično pa je reagiral Vanja Ribič, kapetan domačega moštva. Pa slaba podaja Nerata proti mlademu Vogrinu, 17-letnemu krilnemu napadalcu. Kar nekaj težav ima domači strateg Špindler z sestavo moštva, kar nekaj igralcev je poškodovanih. Gorza se je boril ob stranski črti, ampak žoga bo kljub vsemu pripadla nogometašem iz Limbuša. Nerat. Nerat v prenos žoge ni uspel. Karič. Dobro je Pavlič reagiral ob Kariču, padel je Karič in sodnik Šorli je zapiskal prekršek. Hitro so prosti strel izvedli gostje iz Malečnika, ki danes igrajo v modri opravi, medtem ko domači nastopajo v črno-fluorescentni barvni kombinaciji. Miljatovič, Štrukelj, lepo so odigrali, zdaj v obrambi domači. Novak in Jagodič, ki žogo zanesljivo izbija proti Kušniku. Ta je skok dobil, ampak žoga je končala pri Marku Krajncu, gostujočemu kapetanu. Visok pritisk Ribiča, ki pa se ni obrestoval. Žogo so lepo iznesli gostje. Karič se je lepo obrnil. Poiskal Dobaja na levi strani. Dobaj poskuša s predložkom proti Gorzi, kjer pa je bil zanesljiv Marko Novak. Emberuš pa je na to žogo izbil v out za Malečnik. Sicer imata obe ekipi v tej sezoni po 2 zmagi na svojem računu, pa tudi 2 neodločena izida in 2 poraza, kar obema ekipama nanese 8 točk. Danes pa zaenkrat bolje kaže gostom iz Malečnika. Nekaj težav pri ustavljanju žoge je imel Nerat, tako je do strela prišel gostujoči vezist Fanedl, ampak žoga je končala preko prečke. Tukaj to vidimo še enkrat, napaka na sredini igrišča, ukradena žoga, takoj priložnost, strel, ki pa je končal preko vrat. Žogo so spet hitro osvojili nogometaši Malečnika. Miljatovič zdaj zanesljiv. Bori se Pavlič, pa tudi Ribič. Ribič je prišel do žoge. Lepo je spravil do Kušnika. Kušnik se obrača ob centralnih branilcih. Padel je. Kušnik dobil udarec v obraz. Kot kaže sodnik Šorli, pa se ni odločil, da bi zapiskal prekršek. Obležal je zdaj Kušnik. Žogo so nogometaši Malečnika športno brcnili izven igrišča. Tukaj vidimo, boril se je Ribič, poskušal Kušnik z obratom, potem pa, kot kaže, prejel udarec po obrazu. Še vedno je na tleh Miha Kušnik, sicer že strelec enega zadetka v tej sezoni v prvih 6 krogih. Zabil je iz 11 metrovke proti Dupleku. Zdaj potrebuje tudi pomoč osebja iz klopi. Medtem pa lahko povemo, da so domačini iz Limbuša v prejšnjem krogu gostovali v Jurovskem Dolu in izgubili 3-2. Krog prej so spet proti nič izgubili doma proti Miklavžu. Tako da po 2 nekoliko bolj težjih porazih danes želijo zmago
želijo vse 3 točke, da se poberejo, da se nekako vrne zmagoviti moment, da dosežejo tisti cilj, ki so si ga zadali, to je visoka uvrstitev po koncu tega prvenstva. Kušnik bo zdaj odšel iz igrišča, vsaj za nekaj trenutkov. Medtem ko Kušnik zapušča igrišče, bomo še enkrat videli zadetek za Malečnik, veliko napako Jagodiča, odlično pa se je znašel Vito Gorza, kot sem že povedal, prvi strelec letošnje sezone z že 9 zadetki na 7 tekmah zaenkrat. Videli bomo, ali lahko tudi danes doda še kakšnega. Ne bi bilo prvič, da bi zadel 2-krat ali celo 3-krat. V tej sezoni je zapisal tudi že en hat-trick. Nerat je dobro pritiskal na Bračka. Janžekovič. Pa Gorza. Gorza vrača Janžekoviču. Štrukelj je pritiskal. Ulbin z nekaj težavami na desni strani, žoga mu je šla v out. In Novak je poiskal Štruklja v sredini. Štrukelj in Danilovič. Danilovič, Pavlič, Emberuš, vrača nazaj vse do vratarja Jagodiča, ki izbija žogo do gostujočega desnega bočnega branilca Ulbina, ki s to žogo ni imel velikih težav. Lep prodor do Baja, pa podaja v globino proti Gorzi, ki pa ni uspela, na pravem mestu je bil Miljatovič. Miljatovič na levo proti Vogrinu. Pa Novak. Novak se obrača, pritiskal je Gorza na njega. Novak pa je žogo lepo vračal Jagodiču. Danilovič. Kombinirata Pavlič in Danilovič. Lepo se je ponovno ponujal Miha Kušnik, ki se večkrat ponuja globoko na svojo polovico, da pomaga pri izgradnji napada, da lahko potem njegovi soigralci v napadu vtekajo v prazen prostor, ki ga s tem naredi. Ribič zdaj izvaja out, visoko na nasprotnikovo polovici. Kušnik poskušal je najti Ribiča, ni mu uspelo in priložnost za protinapad Malečnika, ki pa ga je prekinil Nerat. Poskušal je s strelom takoj, strel pa je bil blokiran. Gorza in Nerat v dvoboju 1-1. Gorza je bil prisiljen iskati Fanedla v sredini, pa Bračko, preigrava Bračko. Odlično je podal na levo stran, kjer pa na to Dobaj žoge ni uspel zaustaviti. Kušnik in Ribič ponovno kombinirata, na pravem mestu tokrat Marko Krajnc. Žogo so domačini hitro zapravili, Karič, Dobaj in Besič kombinirajo, lepo je Besič z peto spravil žogo do Kariča. Padel je izkušeni Karič, žoga pa se je znašla pri Besiču, ki je streljal, ampak zgrešil cilj, žoga je zletela preko gola. Nevarni so nogometaši Malečnika pri teh hitrih akcijah, lepo kombinirajo v napadu. Hitre podaje, potem pa se je v priložnosti znašel Besič, ki je takole streljal preko prečke. Spet izgubljena žoga domačih. Karič in Dobaj. Dobaj te žoge ni uspel zaustaviti. Miljatovič in Janžekovič. Kušnik še enkrat zelo globoko na svoji polovici. Globinska podaja proti Pavliču, iz vrat pa je prišel Anže Tršavec in žogo izbijal na nasprotnikovo polovico. Odlična reakcija Fanedla, pa Bračko, ki se obrača. Bračko in Janžekovič, pa Gorza. Gorza je žogo izgubil za trenutek ob Novaku. Hitro je priboril nazaj, pri njej je zdaj Karič. Karič
Ali se bo odločil za strel? Ne, lepo je našel Dobaja, spodajo Dobaj strelja. Jagodič brani, Gorza je prišel do žoge v kazenskem prostoru. Strel Dobaja in 2-0 v 14. minuti. Svoj drugi gol v tej sezoni je po lepi podaji Vita Gorze zdaj zabil Blaž Dobaj z glavo. Lepo je Karič začel akcijo. Zdelo se je, da bo morda poskušal strelom, pa je tam lepo našel Dobaja, ki je streljal. Vratar Jagodič mu je prvi strel še obranil, ampak žoga je prišla samo do Gorze, ki je potem odlično podal nazaj v sredino, kjer pa je dovolj dobro z glavo streljal Dobaj. Lepo je matiral vratarja Jagodiča. In v resnih težavah so se znašli nogometaši domače ekipe iz Limbuša. Danilovič in Miljatovič, zdaj je seveda pomembno, da se umirijo, da jim uspe nekaj zaporednih podaj, da strnejo vrste in da gredo v iskanje zadetka za znižanje. Karič je še enkrat odlično podal naprej proti Dobaju. Dobaj poskuša strelom, zvito, ampak žoga je končala mimo vrat. Poglejmo si še enkrat izvrstna podaja izkušenega Kariča, ki ima seveda izkušnje iz najmočnejših svetovnih nogometnih lig. Lepo je potem streljal Dobaj, ampak za las zgrešil. Napadajo domači preko Novaka, pa Kušnik. Kušnik se obrača, žogo mu je Besič odlično ukradel, spet je ta pri Kariču, ki je poskušal strelom iz svoje polovice, žoga pa je končala vendarle daleč od cilja. Poskus torej 47-letnega Kariča, nogometaša, ki je v svoji karieri igral tudi v Angliji, pa Rusiji, na Cipru, seveda tudi v Sloveniji, za Maribor v Ligi prvakov in pa za reprezentanco na evropskem in svetovnem prvenstvu. Zelo izkušen, torej Amir Karič, ki zdaj te svoje izkušnje nekako prenaša na mlajše svoje igralce pri Malečniku. Na kratko so odigrali nogometaši Marles Hiš, žoga je pri Miljatoviču. Miljatovič in Štrukelj. Štrukelj, žoga je pri Novaku. Novak vrača svojemu vratarju, pritiska na Karič. Jagodič je žogo izbijal, potem nekoliko slabša reakcija Krajnca. Žoga je prišla do Ribiča, Ribič je bil čvrst v tem dvoboju. Nerat in Kušnik. Kušnik in Štrukelj kombinirata, lepa dvojna podaja do strela, je prišel Kušnik. Odlična obramba Tršavca in zdaj so prvič zapretili tudi domačini iz Limbuša, ki so pokazali, da se nikakor ne mislijo predati že tako zgodaj v tekmi. Lepa dvojna podaja Štruklja in Kušnika, Kušnik je potem takoj streljal in žogo je v kot odbil Anže Tršavec. Kušnik bo tudi izvajalec tega kota. Kušnik z nekoliko prenisko podajo, ki je bila lahek plen za Jana Lampreta, priložnost za protinapad Malečnika. Krajnc. Pa Lampret. Poskušal je spodal v globino po levi, kjer pa nobeden od njegovih soigralcev ni razumel njegove namere. Pavlič je vračal žogo Emberušu, nekoliko nevarno, ta je potem zanesljivo izbijal. Danilovič pa z glavo žogo vrnil svojemu vratarju, ki je medtem že podal Krajncu in Bračko zdaj gradi nov napad za Malečnik. Janžekovič in Bračko. Bračko spet z dobro podajo, tokrat Dobaju. Lampret je poskušal takoj spet na levo proti Dobaju, ampak tokrat predolga podaja.
ki je končala v stranskem avtu za ekipo Marles Hiše iz Limbuša. Kušnik je tam zdržal dvoboj zdaj, še vedno se bori. Žogo mu okradel Fanedl, pa Bračko, Janžekovič in Krajnc. Umirjajo igro, nogometaši Malečnika, jasno. Zdaj, ko imajo hitro vodstvo z 2-0, morajo samo nadzorovati tekmo in jo čim mirneje pripeljati najprej do konca prvega polčasa, na to pa še do konca, medtem pa je akcija gostov prekinjena, dvignjena zastavica stranskega sodnika in žoga bo pripadla nogometašem iz Limbuša. Pavlič lepo do Novaka, pa Vogrin. Lepo je Novak videl Nerata, ampak nista se najbolje ujela in na koncu je žoga končala v posesti nogometašev v modrih dresih. Karič je prišel po žogo. Poskušal s podajo na desno proti Gorzi, kar pa ni uspelo. Novak in Miljatovič gradita napad za domače. Danilovič in Emberuš. Pa Pavlič. In spet Miljatovič. Novak. Dobro je nam pritiskal Gorza, žoga ga je zadela v hrbet, končala je v avtu. Medtem pa že prva menjava. Iz igre je odšel levi bočni branilec Jan Lampret. Mislim, da gre za neko poškodbo. Ulbin se je preselil na mesto, ki ga je prej zasedal Lampret. V igro pa je iz klopi vstopil Žiga Lah. Po desni napada zdaj domači preko Ribiča. Ribič se je znašel pred golom in tudi zadev. Odlično se je znašel tam Vanja Ribič, ki je v 21. minuti znižal prednost za Malečnik. Lepo tekmo spremljamo. Že 3 zadetke smo videli, zdaj so se približali domači, kar lahko veseli nevtralne gledalce. Lepa akcija po desni strani, kjer se je najbolje znašel Vanja Ribič in zabil svoj drugi gol v tem prvenstvu. Videli bomo ponovljen posnetek tega zadetka. Hiter je bil Ribič, še pravočasno žogo spravil mimo vratarja Tršavca, ki pa je zdaj obležal na tleh. Očitno je po tem strelu prišlo tudi do trka med strelcem Ribičem in vratarjem Tršavecom. Kot kaže, bo tudi za gostujočega vratarja potrebna zdravniška pomoč. Očitno je prejel neugoden udarec. Na klopi ima sicer gostujoči strateg Janžekovič na voljo še enega vratarja, Mitjo Šmida Božičeva. Ob njem pa še Jana Vajksla, Davida Lipovnika, Jana Šavoriča, Žigo Hozjanja in Manuela Patrika Gotala. Na drugi strani pa na svojo priložnost danes čakajo Aljaž Dobaj, Tinej Babšek, Mehmet Hasani in Patrik Fideršek. Vse je, kot kaže, v redu z gostujočim vratarjem, lahko bo nadaljeval tekmo. Medtem pa so sredino že izvedli nogometaši Malečnika. Lah in Krajnc. Visok pritisk domačih. Žogo so odlično iznesli nogometaši Malečnika, potem pa nekoliko nenatančna podaja proti Gorzi. Novak. Ja, ne samo, da so se otresli pritiska Malečnika, celo zadeli so in zdaj napadajo za izenačenje nogometaši domače ekipe.
Vogrin preigrava, prišel mimo krajca Vogrin, odlično je streljal proti bližnji vratnici, ampak vratar Malečnika je bil odlično postavljen in mu ta strel obranil. Tekma se je lepo razživela zdaj. Tukaj še enkrat vidimo prodor Vogrina, ko je našel prostor za strel, ampak vratarja Malečnika ni uspel premagati. Gorza je dobil skok, ampak žoga ni spravil dlje od Miljatoviča. Miljatovič in Danilovič. Pa Ribič. Dobro se je znašel Ribič. Emberuš mu je podal zdaj na desno stran. Še enkrat izvrstno Ribič. Ribič podal v sredino, kjer je Štrukelj, ki je imel zdaj krasno priložnost za izenačenje, ampak žoge ni najbolje zadev. Še enkrat lepa akcija Ribiča po desni strani. Odlična poda v sredino za malenkost, pa je zamudil Jan Štrukelj in ni prišel do bolj nevarnega zaključka. Spet se je izplačal visok pritisk domačim nogometašem, pri žogi je na levi zdaj Aljoša Nerad. Nerad lepo v sredino do Štruklja, Štrukelj ima prostor za strel, poskušal je ukaniti gostujočega vratarja, ampak nekoliko se je uštel v svoji poziciji in streljal malenkost mimo gola. Vse nevarnejši postajajo domači nogometaši. Lepo je Jan Štrukelj poskušal, ampak bil na koncu kar precej nenatančen. Danilovič je dobil dvoboj na sredini, potem pa prekršek Ribiča nad Amirjem Karičem v tem dvoboju in žoga bo pripadla gostom iz Malečnika. Krajnc je slabo izvedel tale prosti strel. Žoga je končala v posesti branilcev ekipe iz Limbuša. Miljatovič. Miljatovič in Danilovič. Kušnik je žogo izgubil, Ribič tam požrtvovalno spet do nje. Kušnik dobro med dvema, odlično je potem podal proti Štruklju. Vse skupaj pa je dobro spremljal Anže Tršavec in žogo pobral, preden bi domači napadalec številko 7 prišel do nje in nevarne ogrozil vrata Malečnika. Ja, v prvih 20 minutah so imeli gostje vse pod kontrolo, zdaj pa že od zadetka za znižanje naprej iniciativo prevzemajo domači nogometaši. Še en prekršek je bil to na sredini igrišča, prosti strelbo za Limbuš. Izvajalec bo Miha Kušnik. Skakalci so se preselili v kazenski prostor, pričakovati gre nevarno visoko podajo, prav to se je zgodilo, tam je bil Miljatovič, tudi Nerad, ampak žoga je iz igrišča odšla po tem, ko je odbil eden izmed gostujočih branilcev in to bo kot za Limbuš. Drugi kot na tej tekmi za domače, ponovno bo izvajalec Miha Kušnik, tokrat iz druge strani. Kušnik z odlično podajo v sredino, Nerad je bil tam, žoga se je zdaj odbijala, do strela je na to prišel, mislim, da Nerad, žogo pa spravil preko gola. Res lepa priložnost za izenačenje zdaj, za domače dobra podaja Kušnika, žoga se je odbijala, na koncu pa nespretna reakcija Nerada, ki bi tukaj skoraj da lahko iztržil več. Še enkrat dober pritisk domačinov. Žogo so sicer iznesli,
gostje in se jim zdaj odpira nekaj več prostora za napad preko Bračka. Nad Bračkom pa je prekršek storil Nerad, hitro izveden prosti strel. Karič. Karič na levo proti Besiću, pa Ulbin. Spet Karič. Visoka podaja do Besića, Besić se je odlično znašel, Besić poskuša žogo spraviti v sredino. Ni mu uspelo ob Emberušu, pri žogi je Krajnc, na katerega pritiska Kušnik. Kušnik je preveč osamljen pri tem pritiskanju na branilce Maličnika in se bo zdaj seveda vrnil nazaj proti svoji polovici, kjer je v obrambni blok postavljena ekipa Marles Hiš. Karič se je znašel na levi strani, Karič je odlično našel Dobaja, ki pa žoge ni uspel zaustaviti. Nerad je lepo podaljšal proti Kušniku, Kušnik je dobro zagradil žogo. Potem poskušal s podajo na Ribiča, ki mu ni najbolje uspela, pa vseeno do žoge Ribič. Ob njem pa je dobro reagiral Luka Ulbin in žogo spravil v out. Pavlič in Kušnik. Izmenjala sta si žogo. Ta je zdaj pri Novaku. Novak je poskušal proti Vogrinu, neuspešno. Van Edel prodira. Izvrsten drseč štart Miljatoviča. Miljatovič na levo, ker ima Vogrin nekaj več prostora. Podal je Neratu. Ponovno Vogrin. Od Laha pa potem žoga v out. Stranski sodnik je pokazal, da bo žoga pripadla ekipi Marles Hiš. Marko Novak bo zdaj izvajalec tega avta. Iskal je Kušnika neuspešno, Vogrin potem v skoku. Žoga pa je končala pri Kariču. Kariču je podal Krajncu, nekoliko tvegano je bilo vse skupaj. Skoraj da bi se iz tega rodila nevarnost za gostujoča vrata, ampak na koncu so žogo vendarle spravili stran nogometaši Malečnika. Prekršek na levi strani je zdaj storil, mislim, da Pavlič. In nekoliko bodo zdaj poskušali umiriti igro nogometaši Malečnika. Karič je nakratko odigral z Ulbinom. Ulbin in Krajnc. Krajnc je privoščil veliko napako, do žoga je prišel Štrukelj, ampak le za trenutek. Krajnc je svojo napako hitro popravil. Ja, potrebno bo paziti na te napake, ne smejo ponujati gostje preveč priložnosti domačim, kajti ti so v zadnjih 10 minutah pokazali, da so lahko še kako nevarni. Izgubljena žoga med tem nogometašu Malečnika, Ribič in Kušnik kombinirata na desni. Kušnik se obrača. Kušnik je odlično prišel tam mimo Besića. Štrukelj je poiskal Ribiča, Ribič zelo požrtvovalno proti žogi ob Krajncu. Padel je potem Ulbin. Ribič je storil prekršek. Rumeni karton pa je zaradi odgovarjanja prejel domači kapetan Marko Krajnc. V 33. minuti, torej prvi rumeni karton. In za Krajnca tudi prvi rumeni karton v tej sezoni. Dolga podaja. Karič je bil tam v skoku. Do žoge pa je na to prišel Pavlič. Ribič se gradi. Ribič lepo Pavliču. Pa Danilovič.
Miljatović. Miljatović in Novak. Novak vrača žogo, spet pritiskajo gostujoči nogometaši na domačine pri izgradnji napada. Karić. Karić je spet poskušal s podajo na Besića. Dobra ideja, nekoliko slabša izvedba. Gorza se bori na desni strani. Gorza je izgubil ravnotežje, padel in do žoge je prišel Vogrin. Poskušal je podaljšati proti Štruklju, ampak dobro je bil tam postavljen mladi Janžeković. Krajnc vrača vse nazaj do svojega vratarja Tršavca. Tršavec proti Kariću. Ob Kariću je skok dobil Danilović. Pa Pavlić. Zdržal je ta dvoboj Pavlić, vrača žogo Daniloviću. Miljatović. Lepa podaja do Kušnika, ki si jo je krasno zaustavil. Podajal potem v globino proti Ribiću, ki je bila predolga, no sodnik pa je označil prekršek nad Miho Kušnikom. Ob tem, ko si je tako lepo zaustavil žogo in potem poskušal s podajo v globino, je bil pod prekrškom in s tem priigral prosti strel za ekipo Marles Hiš. Danilović je hitro izvedel prosti strel, podal prav Kušniku, ki se odlično gradi ob Krajncu. Lepo je spustil žogo proti Ribiću, Ribić je bil dovolj hiter, prišel je do nje, izbijali so tam gostje, žoga je pri Kariću. Karić izvrstno podal na desno proti Gorzi. Vse skupaj je predvidel Miljatović, ki je dobro reagiral in vrnil žogo vratarju Jagodiću. Novak. Novak je poskušal žogo dvigniti do Kušnika, ampak ni bilo to dovolj natančno. Po levi napada Karić. Karić je lepo našel Besića v sredini. Žogo so domači izbili le do Bračka. Pavlić ob Besiću je izgubil žogo. Bračko in Karić. Karić z lepo potezo. Do Baje pa ni prišel do žoge. In leta je končala v posesti domačega centralnega branilca Aleksandra Danilovića. Danilović zdaj gleda razporeditev svojih soigralcev, našel je spet Kušnika. Kušnik je še enkrat več dobro zagradil žogo ob Krajncu. Veliko koristnega dela opravlja Miha Kušnik. Lepo je podal proti Vogrinu na levo stran. Vogrin ima veliko prostora, Vogrin preigrava. Obrnil se je, podal nazaj Novaku. Novak dobro na desno proti Ribiću. Ribić s predložkom. Krajnc pa je žogo izbil v kot. Še enkrat v ponovljenem posnetku predložek Ribića, nevarna podaja, čakal je tam Štrukelj na njo, ampak pravočasno je reagiral gostujoči centralni branilec Marko Krajnc. Ponovno je Kušnik zadolžen za izvedbo kota. Lepo je podal tokrat na prvo vratnico, kjer je bil Emberuš. Do strela je potem prišel še enkrat. Ja, prav Matic Emberuš, ki je zdaj v 38 minuti poskrbel za izenačenje. Ja, ni uspelo gostom iz Malečnika visokega vodstva iz začetka tekme prenesti niti do konca tega prvega polčasa. Tukaj smo videli to še enkrat. Emberuš je najprej dobil skok, žoga je prišla nazaj do njega. Spretno pa je potem z levo nogo spravil za hrbet vratarja Tršavca. Svoj prvi zadetek v tej sezoni je zabil tudi Matic Emberuš.
Lep prvi polčas, že 4 zadetke smo videli, po 2 na vsaki strani. Zdaj je moment na strani domačih, ki lahko v teh zadnjih slabih 7 minutah poskušajo morda celo priti do popolnega preobrata že v tem prvem polčasu. Visoko so postavljeni napadalci Malečnika. Žoge niso uspeli iznesti domači. Besič pa ni uspel žoge spraviti tam do Gorze. Lepa priložnost se je ponujala zdaj tudi za Malečnik. Karič. Fanedl. Lepo na levo stran proti Ulbinu, ki pa je bil v prepovedanem položaju. Zelo hitro so prosti strel izvedli domačini. Kušnik. Dobro je reagiral Janžekovič. Janžekovič in Kranjc sta zdaj zamenjala mesti. Najbrž prav zaradi Mihe Kušnika, ki povzroča nemalo težav gostujoči obrambni vrsti. Žoga je pri Kariču. Karič z dobro podajo, ampak še boljša je bila reakcija Matica Emberuša na desnem bočnem položaju. Pri žogi je Janžekovič. Lepa podaja v sredino do Kariča. Karič še z eno dobro zamislijo. Spet pa ni nihče prišel do žoge po tej njegovi podaji. Miljatovič. Pa Danilovič in Pavlič. Nikamor se zdaj ne mudi niti domačim. Nobena od ekip si zdaj seveda ne želi prejeti zadetka v teh zadnjih minutah pred koncem polčasa. Zato ne gre pričakovati tveganja ne enih, ne drugih. Kušnik. Visoka podaja proti Vogrinu. Najhitrejši pa je bil tam Žigalah. Žogo je zbil v out, ki ga bo izvedel Marko Novak. Novak je našel Štruklja. Štruklju pa je žoga ušla v out. Lah je podal daleč naprej. Novak je zbil samo do Gorze. Gorza z napako, nastreljal je Ribiča. Besič in Novak sta bila v dvoboju, slednji pa je šel kot zmagovalec in žoga je v posesti domače ekipe. Nerat in Novak. Gorza je ukradel žogo Novaku. Novak pa je nato nad Gorzo storil prekršek in preprečil možnost hitrega protinapada gostom. Kranjc in Janžekovič. Fanedl je izgubil žogo ob Neratu. Borbeno tam Karič, ki je dovolj oviral Ribiča, da je le ta žogo izgubil. Besič se obrača. Našel je Fanedla. Karič na levi strani. Lep predložek. Gorza je bil tam 5 metrov od gola, kar precej osamljen. Streljal je z glavo, ampak tokrat nastreljal vratarja Jagodiča. Lepa priložnost se je ponudila Malečniku v 43 minuti. Pokazal je Amir Karič, da ima še vedno velikansko mero preciznosti v svoji levici. Odličen predložek je bil to proti Gorzi. Vogrin. Vogrin je skoraj da zapravil žogo ob Lahu. Pripadla pa bo leta zdaj nogometašem iz Limbuša. Štrukelj.
Kušnik je prišel do žoge. Padel je Kušnik Kopjanžekoviču. Vogrin je nadaljeval napad in kot bo to za Limbuš. Kušnik je medtem tudi hitro ostal, zdaj že gre tam proti kotni zastavici, kjer bo izvajal četrti kot za ekipo Marleshiš. Priložnost, da tik pred koncem prvega polčasa vendarle še vidimo en zadetek. Tukaj je Kušnik žogo spravil naprej, pade ob Daniloviču, ja, prejel je udarec. Vogrin je napad nadaljeval in iztržil kot. Medtem smo vstopili v zadnjo minuto rednega dela prvega polčasa. In nova priložnost za Marleshiše, da morda pridejo do popolnega preobrata. Kušnik je podal, na prvi vratnici so izbili gostujoči branilci, žoga pa je končala v avtu. Visoko ostajajo domači. Emberuš bo, kot kaže, žogo metal v kazenski prostor. Emberuš neprav uspešno, priložnost za protinapad za Malečnik. Krenili so tam po levi strani, lepo žoga do Besiča. Pa Dobaj. Dobaj, lepo Dobaj, strelja Dobaj. Brani pa Jagodič. Ja, nekoliko sebičen je bil zdaj Dobaj. Na desni strani je bil dobro postavljen Vito Gorza. Še enkrat vidimo to v počasnem posnetku. Medtem, ko je Lah žogo izbil iz igrišča, pa je sodnik Armando Šorli označil konec prvega polčasa. Rezultat 2-2 med ekipama Marleshiš in Malečnika. Za prvi polčas bodi to dovolj, slišimo in vidimo pa se čez slabih 15 minut.